A v tej delavnici lahko vidimo, kako so včasih nastajale knjige? Ja, tukaj imamo vse potrebno orodje, zelo veliko nekih ploščic, predvsem imamo pa zelo veliko črk, ki so vse iz svinca. Kako je taka knjiga nastala? Obstaja predal, kamor si je ročni stavec, to je en zelo star poklic, ker je na roke delal vse stavke, zložil črke. Zakaj pa rabite toliko ploščic? Veliko ploščic imamo tukaj zato, ker moramo med številko poglavja in med poglavjem dati prazen prostor in to je točno tale prazen prostor. Kje so pa črke spravljene? V teh prelepih starih regalih. Pa pojdimo kar pogledati, kar stopita malo bliže. Vmes odprl tukaj, en predal, probite odpreti. Ne bo šlo, ne? Ja, moramo kar skupaj, ja. En predal je zelo težek. Zdaj, največja težava je, kako so te črke razporejene tukaj noter. No in zato imamo za vse otroke, ki so prišli prvič, tukaj eno tako tabelo, kjer je vse pomešano, ampak tako so si ročni stavci naštimali. Zdaj bomo pa naredili eno vajo, tako kot poštevanka. 3x3. 9. No, zdaj pa črke. Mali A. Tukaj. Mali C. Tukaj. Bravo. Mali M. Tukaj. Pokažite ga, je res noter? Ja, je. Je. Bravo. No, to vam gre kar hitro. In s tako hitrostjo je mogel delati ročni stavec. Če črko damo narobe, potem ročni stavec vzame tukaj E, nekdo pred njim je črko postavil narobe in je dal sem noter D. Ročni stavec tega seveda ne gleda, ker on ve, da tukaj mora biti E in potem kar naenkrat v knjigi nastane napaka. Te črke so res majhne, a imate še manjše? Ja, res imamo manjše. Stop. Dobro. A vidite razliko? Zakaj so pa tako majhne? Zato, ker včasih moramo v knjigi napisati opombo. In te črke so bile tako zelo dragocene, da so jim rekli diamant. Kaj mislite, koliko je v takem predalu črk? 1000? To se sliši veliko. 2000. 2000, v resnici jih je kar kakšnih 3000. Koliko strani pa lahko natisnemo s temi 3000 črkami? Ja, zdaj v preteklosti je bil nekdo zelo priden in je vzel knjigo in je šel lepo prav štet, koliko črk pride na eno stran. Okoli 1500. Se pravi, bi 2 strani lahko natisnili s 3000 črkami. Lahko začnemo pripravljati svoje imena. Dejta. To. A, B, potem bo C verjetno tam. Poskusi ga vzeti. Evo, Tine. tlele. Dobro. Evo. No, Tine in Manca, v redu. Naslednja naloga, ki nas čaka, je, da morava črke zložiti po pravilnem vrstnem redu. Ja. M, A, A, N, C, A. Tukaj je pa največja težava. Kako bi mogli pravzaprav napisati, da bi bilo prav? Ja. Ja, zrcalno. Takole. Črke moramo vedno nekako malo zaklenti, ali kako ne rečem, pritrditi. No, zdaj pa z valjčkom vozim čez črke. Evo. Tako, vidite, da so že malo modre. Zdaj bomo natisnili izvajanih imel knjižni kazalki. 4. Primita oba sem gor. Tako, in še ti. Zdaj pa potegnite čez, pa bom jaz še malo pomagal. Dobro. Evo, in zdaj bo najbolj zanimiv del. Bravo. Wow. To je pa lepo. Ja, tiskarski škrat nam jo je zagodil, a ne? Narobe. V tiskarni moramo vse delati Calno. Vidva pa imamo eno prošnjo. V Filipzologiji bomo imeli pižama partijo, lahko naredimo en plakat. Ja, seveda, to je pa že kar zahtevna naloga, ampak dajmo se jo lotiti. Delali bomo pa z zelo posebnimi črkami in sicer z lesenimi. Probajte to potežkati. Nadej, probi. Okej. A je kakšna razlika v teži? Zdaj pa vidva v teh predalih kar začnita iskati črke, ki bojo primerne za ta naš napis. Da mi lahko en smešen O. To pa dobra ideja. No, kar postavi ga sem. Dajmo zdaj črke kar lepo gor zložiti, ja. Pa najbolj gre še presledek vmes. Tako, to so zdaj tiste ploščice, ko sta prej spraševala, zakaj jih rabimo. Naslednji korak je, da moramo sem gor dati Barvo. takole, moramo iti kar velikrat, ne. Vidva mi pa se zdaj lahko, ko gledata tako od strani, povesta, na kateri črki še ni barve. Tam, Ž. Ž, dobro, Spodaj. Pa O. spodaj, O. Ta stopalka zagrabi papir. Dobro, Tine, malce makni, čakaj, tole gre kar proti nama. Še. Še malo, še skripček. Dobro, potegneva tole ven. Čakaj, da vidimo, kaj pa zdaj to nastalo. Wow.
zakaj imamo pa tele okraske? Ja, zato ker delamo plakat za žur, mora biti to malo vse tako. A ne? No in zdaj bomo mi te okraske pobarvali z dvema barvama. Prva bo rdeča. To gre pa zelo lepo. Vzamem še modro. Vzamemo naš plakat. Tako ga obrnemo. Takole. Bravo. Pižama žur prihajamo!